Pozdravljeni na spletnih pogovorih o ciljih trajnostnega razvoja. Ponovno, zdaj že en 7., 8. sem že nehala šteti. Jaz sem Lucija Tacer, mladinska delegatka pri OZN in danes je z mano Katrin Žnidarčič, joj. Živjo. Živjo. Sva že super začele, prej sva vadila ime. Ampak to se tudi večkrat zgodi, ne? Pač imam dolg prijemek in ja, se zgodi. Oprosti, upam, da sem na koncu prav rekla. Danes se bomo pogovarjali o 12. cilju trajnostnega razvoja, odgovorni porabi in proizvodnji. Preden pa začneva, bi na hitro povedala nekaj o ciljih trajnostnega razvoja za tiste, ki ste mogoče danes prvič z nami, pa še niste slišali za njih. Torej, cilji trajnostnega razvoja so sestavljeni 17 ciljev za razvoj, katerim so se zavezale države članice Organizacije združenih narodov, med njimi je tudi Slovenija in namen je, da bi se uresničili do leta 2030. To je samo še 10 let in imamo več veliko časa. Je pa vsebinski smoter v tem, da se omogoči trenutni generaciji, da na našem planetu lahko zadovolji svoje potrebe brez da bi ogrožali to enako možnost za prihodnje generacije. Najin pogovor bo trajal približno 45 minut. Če bo kdo imel kakšno vprašanje ali komentarje, pa kot ponavadi vabim, da napišete pod to objavo. Če bojo vprašanja ali komentarji v živo, bova tudi odgovorili, jaz bom vmes gledala, drugače pa lahko tudi pozneje, pa bo ena od naju odgovorila preko Facebooka. Tako da mislim, da je to vse za začetek. Zdaj pa lahko greva kar na pogovor. Z mano je Katrin, je članica organizacije Mladi za podnebno pravičnost, ampak verjamem, da počne še druge zanimive stvari, tako da ti bom kar dala besedo, da se sama malo bolj celovito predstaviš. Lep pozdrav še z moje strani in hvala lepa za povabilo. Ja, ime mi je Katrin, kot je že povedala, sem študentka fotografije, prihajam iz Primorske in sem, kot si že rekla, članica Mladih za podnebno pravičnost in seveda se tudi v imenu njih zahvaljujem za povabilo k temu pogovoru. Ja, to sva se že na začetku pogovarjali, zelo mi je zanimivo, da Katrin študira fotografijo, ker velikokrat v teh krogih se mi zdi, da ljudje študirajo politiko, mednarodne odnose, take stvari, tako da a mi malo več poveš o svojem študiju, pa kako si v bistvu povezala to, da imaš zanimanje za fotografijo, neke vrste umetnosti, pa potem tudi podnebne spremembe in te teme. Ja, v bistvu mislim, da večina nas ima zelo različne interese, prihajamo iz različnih ozadij, ukvarjamo se z najrazličnejšimi stvarmi. Fotografija je slučajno moja strast na nek način in zato sem se to tudi odločila študirati. Študiram v Sežani, trenutno pa se v bistvu bližam že koncu študija in bom kmalu diplomirala, upam. Ja, ne vem, v bistvu ni neke povezave, no. Okoljevarstvo me je začelo zanimati popolnoma nepovezano s tem. Ne vem. Pač več interesov imaš. Ja, in tudi mislim, da ni treba, da si v neki določeni stroki ali pa v neko specifično stvar usmerjen, da te lahko zanima tudi najrazličnejši aktivizem in pač drugačne aktivnosti. Smo različni, zanimajo nas različne stvari, hvala Bogu, no. Se mi zdi pa, da je nek lep cilj okoljevarstva, s katerim se lahko vsi poistovetimo. Tako da je popolnoma razumljivo, da smo najrazličnejši ljudje zraven. Ja, seveda. A bi nam lahko mogoče za začetek malo predstavila gibanje Mladi za podnebno pravičnost, mogoče za tiste, ki še niso slišali, čeprav ste kar aktivni? Mladi za podnebno pravičnost smo prostovoljsko, samoorganizirano, demokratično in, kot sem že rekla, raznoliko gibanje posameznic in posameznikov iz cele Slovenije. Mislim, da nas je trenutno okrog 100, aktivnost pač variira glede na čas in možnost posameznika.
Borimo pa se za soustvarjanje in soodločanje o novih družbenih, gospodarskih in političnih pogojih skupnega bivanja na ohranjenem planetu. Menimo, da je družba prihodnosti solidarna, inkluzivna, podnebno pravična in ogljično nevtralna in pa da je opolnomočena civilna družba ključ za pravično prerazporeditev virov, prehod v sodelovalne oblike ekonomije in vzpostavitev novih institucij, ki bodo uveljavljale tudi interese robnih skupin, zanamcev in interese celotne narave, žive in nežive. Želimo v bistvu na dolgi rok graditi neko alternativo sistemu, ki človeka in naravo izkorišča in ne strinjamo se v bistvu s tem, da se okoljska kriza namesto rešuje, še bolj poglablja in zavedamo se, da neizbežno se približujemo temu, da bomo pogoje za neko normalno življenje popolnoma spodkopali. Zato se izobražujemo, beremo, organiziramo različne aktivnosti, bralne krožke, predavanja, delavnice, akcije v javnem prostoru, kulturne intervencije, proteste. Delamo zelo različne stvari, no, in vedno smo pač tudi še odprti za kaj novega. Delamo tudi na tem, da se čim več povezujemo z drugimi istomislečimi organizacijami, ker se nam zdi pomembno, da sodelujemo, ker v bistvu nek višji cilj lahko dosežemo samo skupaj in nikakor drugače, no. Ja, ker je ta kriza tudi v bistvu ni samo pri nas, je stvar globalnih razsežnosti, se povezujemo tudi z drugimi skupinami v drugih državah, smo v navezi s Fridays for Future in probamo sodelovati čim bolj in iskati istomisleče posameznike. Vedno pa tudi delamo na tem, da bi se nam pridružilo čim več ljudi, ker vsak nekaj zna, vsak nekaj ve, vsak lahko prispeva, tako da smo izredno veseli sodelovanj. Jaz mislim, da si zelo celovito povedala. Kako si pa ti izvedela za to gibanje ali pa si se začela zanimati, da si izvedela sploh za to problematiko pač okoljevarstva in tudi povezavi s tem ciljem, o katerem se danes pogovarjamo, odgovorni porabi in proizvodnji? Kje si v bistvu našla te informacije? V bistvu mene je začela problematika zanimati pred parimi leti, ampak nisem začela to z nikakršnim aktivizmom. Začelo se je tako, da sem imela neka osebna prepričanja in sem začela spreminjati lastne navade. Zato, ker to je nekako pač prvi korak. Jaz pravim, da practice what you preach. Torej, če nekaj zagovarjaš, trudi se to tudi delati. Nikakor, da bi moje delo pri tem bilo popolno ali pa da bi jaz bila odgovoren, 100% odgovoren potrošnik ali pa karkoli, ampak se trudim delati na tem. Začelo konkretno se je, mogoče boš lahko to razumela, ker smo obe ženske, s tem, da sem delala v trgovini z oblačili in ugotovila, da imam ogromno vsega in moram nehati v bistvu brez veze zapravljati. Konkretno z oblačili, zato sem poudarila, da smo obe ženske, ker mislim, da ni samo to problem, ampak tako se je začelo pri meni. Tako sem opazila, da enostavno kopičim, sem sigurna, da še kdo drugi, količine stvari, ki jih definitivno ne potrebujem, da ne premislim vedno, a nekaj dejansko rabim ali si samo želim. Tako da prav konkretno s tem se je začelo. Malo sem se začela poglabljati v problematiko hitre mode in nekako s tem je potem stvar stekla. Odpovedala sem se nakupovanju oblačil. Ne, da sem bila taka zapravljivka, ampak vedela sem, da imam vsega dovolj in si ne smem res nič več kupiti. Nič, brez veze. In začela sem hoditi na izmenjevalnice oblačil, začela sem pač se čim bolj izobraževati o tej temi.
K temu so me nagovorila še kolegice, pa še njih peljala na izmenjavo, pa organizirala par izmenjav in s tem pa počasi se je potem odvilo še vse drugo. V bistvu članica gibanja sem relativno malo časa, nekje od novega leta, tako da nismo, pridružila sem se v bistvu ob takem času, ko je bila zima in so aktivnosti bile malo umirjene, niso veliko dogajalo, ker po zimi pač je slabše vreme, je mraz in si malo omejen z organizacijo dogodkov. Potem postopoma pa sem pač se malo bolj vključila in nekako zdaj v karanteni smo veliko delali vsebinsko, no več pa potem, kar smo delali še pozneje. Ampak ja, definitivno bi rekla, da začetek je pač izhajal prvo iz nekega osebnega dela in šele potem sem začutila enostavno potrebo, da mogoče bi se pa pridružila neki skupini, nečemu, ker, kot sem rekla, v sodelovanju je moč in ful je fajn sodelovati z istomislečimi posamezniki, se podpirati, deliti neko vizijo, je fajn energija pri nas in biti del tega je resnično zelo lepo. Tako da cenim, da sem lahko del gibanja in sem tudi vsem kolegom in kolegicam sem hvaležna tudi za vsako pomoč, tudi na ta pogovor so se mi pomagali pripraviti, tako da ja, super je biti del ene skupine, kjer veš, da se vsi trudimo za isti cilj in sem res vesela, no, da sem pol se odločila tudi za ta korak. Lepo, ja. To je definitivno ena pozitivna stvar, če se lahko in imaš to socialno komponento in delaš nekaj še dodatno dobrega za okolje. Všeč mi je, da si izpostavila modo, ker mogoče to ni ta prva stvar, ki jo pomislimo, ko govorimo o odgovorni porabi in proizvodnji, recimo vsaj jasno, tiste znane stvari, ki ljudje govorijo, da ugašajo luči, zapri vodo, ta je pa res ena taka, ki se mi zdi, da veliko mladih ima mogoče probleme s tem, da se zelo osredotočamo na svoj videz in pač posledično tudi kupujemo. A imaš mogoče kakšne nasvete prav na tem področju, kako postaneš bolj odgovoren potrošnik pač oblačil? Kaj ti delaš, recimo? Jaz, kot sem rekla, pač res sem se, začelo se je res s tem, da sem si rekla, vsega vam dovolj, ker mislim, da večina ljudi, saj veš, kako pravijo, ne? Imam polno omaro, ampak nimam nič za obleči, ne? Pač večina ljudi se mi zdi, da samo mogoče res ne vidi, da dejansko ima ogromno, ali pa ne vem, ne zna stvari kombinirati, ampak velika večina se mi zdi, da je res takih, da pač enostavno sledijo trendom, ki se non-stop spreminjajo ravno z namenom, da se potrošnja in kupuj, da se pač to forsira naprej, ne? In ja, smernice so zmeraj nove, eni imajo prepričanje, da je treba temu slediti in enostavno je tako, no. Ampak ja, jaz sem pač si rekla, jaz ne bom več nič kupovala, bom pač pogledala, kaj imam, bom probala čim bolj izkoristiti, kar imam. Si tudi kaj kupim, ne moram reči, da si nič ne kupim, ampak to je zelo poredko in je pač tudi gledam na to tako, da mislim, si zaslužim tudi jaz sama sebe na nek način se osrečiti, no. Vsekakor pa obsojam te nakupovalne mrzlice, en komar me tle preganja. In ja, mislim, da marsikdo bi se samo mogel zavedati, da že ogromno ima, pa ne samo glede oblačil, ampak tudi glede vsega drugega in začeti ceniti, kar že ima in potem se vprašati, a res rabim to x stvar, ki sem si jo zdaj zamislil, da jo rabim in iti s tem naprej, ne? Ker večina ljudi, ne vem, ali o tem ne razmišljajo ali pa pač ne vejo, ko je vse skupaj, mislim, ko je škodljiva hitra moda, kako popolnoma netrajnostno je to, da si moraš za vsako sezono, da si kupiš nova oblačila in drugo leto spet. Mislim, to vse nekje konča, ne?
Razumem pa tudi, da dejansko moda je ratala tako lahko dostopna in tako lahko je biti vsak dan novo oblečen, da ja, ljudje pač grejo potem s tem, zato ker enostavno se da in ker je dostopno. Zato ker kupiš majčko za 2 evra in pol ti tudi ne vidiš, ne ceniš vrednosti majke, zato ker je bila 2 evra. Pač ti je vseeno, tudi če jo boš oblekel enkrat in jo boš vrgel stran, ne, načeloma. Tako da jaz osebno, ja, pač najbolj se trudim to, da če si kupim, je pač morajo biti neki pogoji za to izpolnjeni, če ne pa se trudim čim več izmenjevati. Če podarim, si izmenjujem s prijateljicami, že ogromno reči samo kroži med nami, krožijo kosi. In ja, predvsem tudi se trudim drugim prikazati, da popolnoma nič ni narobe s tem, da si oblečen v nekaj, kar je second hand, da to sploh noben ne ve, da ti si oblečen v second hand, noben ne ve, če tega ne poveš, zato ker pač ne moreš tega vedeti. In trudim se to pač čim bolj približati. Je pa to samo eden izmed načinov, na katerega si pač lahko trajnostno probaš živeti, ne. Tako da jaz nočem zdaj forsirati mode, mene slučajno je to pač potegnilo noter, videla sem, da to je zelo lahk način, da se lahko potrudim in zakaj ne, ne. A te izmenjave, ki si jih omenila, to je organiziran dogodek ali to se samo vaši krogi? V bistvu to je tega že kar precej pač. Organizirajo bodisi posamezniki, bodisi ustanove. Nazadnje sem bila recimo v Ajdovščini na Rdečem križu in to so pač res fajn dogodki. Tudi spet spoznaš isto misleče ljudi, ki vidijo iste probleme kot ti in fajn energija, no, in vedno smo vsi veseli, pač ti nekaj prineseš, nekaj odneseš, nekaj, kar si ti naveličal, bo razveselilo nekoga drugega in pač ti boš pa našel nekaj novega. Realno, isto si vesel, kot če bi si šel kupiti v trgovino, si isto vesel, če dobiš neke druge roke. Prav enako je, s tem, da še nisi podprl neke škodljive industrije, ampak si kvečjemu nekoga odrešil neke stvari, ki njemu ni bila več uporabna. Zelo zanimivo. No, hvala za to perspektivo, se mi zdi zelo posebno. Drugače, ne vem, vem, da v hotelu Trezor je večkrat v Ljubljani, je večkrat izmenjava, ampak se ful dogaja izmenjevalnic. Imaš tudi izmenjevalnice rastlin, izmenjevalnice sadik. Naša lokalna MZPP skupina je organizirala izmenjavo oblačil in sadik, to je bilo že lansko leto. To je bil precej uspešen dogodek. In ne vem, jaz ful podpiram to, da bi si enostavno ljudje bolj izmenjevali stvari, si posojali stvari, ker dejansko pač, zakaj ne, vsega je preveč in nima smisla, da imava, ne vem, jaz in ti vsak eno stvar, lahko si bi jo posojali, pač ne, na tak način, da si malo pomagaš, ne. Ja. Super, da si povedala, kje približno je v Ljubljani, pa potem, če koga zanima, potem še iz tega naprej kaj poišče. Zdaj, ko si že govorila o projektih, malo, ki ste jih z gibanjem delali, mislim, da ste kar znani po svojih protestih. A bi nam lahko povedala, kakšne te temeljne zahteve, ki jih imate? Se zberete. Ja, v bistvu mi smo imeli zahteve, smo napisali in obakrat so bile tudi posredovane, naslovljene na vlado. Ob obeh lanskih velikih protestih, jaz takrat še nisem bila član MZPP-ja sicer, ampak pač imamo te zahteve napisane tudi na naši spletni strani, se jih da dobiti, pa jih bom kar prebrala. Torej, vlada naj rešuje podnebne spremembe kot krizo globalnih razsežnosti. Zahtevamo takojšnje ukrepe za ozelenitev proračuna ter pospešen prehod v pravično, brezogljično in krožno gospodarstvo. Zahtevamo 40% znižanje izpustov toplogrednih plinov v prometu do leta 2040 glede na leto 2005 s prednostnim spodbujanjem javnega potniškega prometa, hoje in kolesarjenja.
Zahtevamo vsaj 1500 kakovostnih javnih najemnih stanovanj na leto, ki bodo cenovno dostopna, visoko energetsko učinkovita, čim bolj samozadostna ter z dostopom do kakovostnega javnega potniškega prometa in kolesarskih stez. Zahtevamo, da se delovni skupini vlade za prestrukturiranje premogovnih regij podeli mandat za pripravo pravičnega in nadzorovanega načrta za zaprtje termoelektrarne Šoštanj in premogovnika Velenje ter oblikovanje plana za prehod v zeleno in socialno prihodnost regije. Omenjena objekta naj se na pravičen in socialno sprejemljiv in postopen način zapre najkasneje do leta 2030. Zahtevamo uvedbo 4-dnevnega delovnega tedna ob istem plačilu, sprva poskusno, po letu 2025 pa obvezno ter sočasno spodbujanje nematerialnega preživljanja prostega časa. Zahtevamo državno zajamčena zelena delovna mesta na področju skrbstva za posameznika, za skupnost in za okolje. Zahtevamo vključitev celostne, družboslovne, humanistične in naravoslovne obravnave okoljskih tematik v učne načrte na vseh ravneh izobraževanja ter v prihajajočo belo knjigo o vzgoji in izobraževanju. Zahtevamo ukrepe za prehod v sonaravno kmetijstvo ter pospešen prehod na večinoma rastlinsko, ekološko, čim bolj lokalno in polnovredno prehrano. Zahtevamo ustavitev trenutnega in nadaljnjega slabljenja zakona o ohranjanju narave ter njegovo dosledno in strokovno izvajanje s ciljem preprečitve v človeški zgodovini še nevidenega upadanja populacij, izumiranja vrst in izgube biodiverzitete. To je v bistvu 10 zahtev. Sem zdaj prebrala in so bile pripravljene, to konkretno je bilo pripravljeno za protest septembra 2019. Kako pa imaš občutek, da se vlada ali država odzivata na to? Imate kakšne izkušnje? Prav v svojem imenu, če govorim, bi rekla, da nekako s prejšnjo vlado se je še zdelo, da so nekako odprti za pogovore, za razmislek. Trenutno pa se mi iskreno zdi, da v bistvu so se naši pogoji za delo v tej smeri so se kar precej zaostrili. Jaz ne vidim, da bi ta vlada nekako bila koristna za naš boj oziroma da bi imeli podporo iz te strani pri temu, no, tako bom rekla. Želela bi si pa, da bi, ne. Seveda, mislim, da to si vsi želimo in fajn bi bilo, da bi nam prisluhnili, kakorkoli pa mi gremo naprej, neodvisno od tega, katera vlada, kdo je v vladi in to nima pomena, no, za nas. Pač, torej, planirate kakšen protest, mogoče v katerem bi opozorila v bližnji prihodnosti ali boste počakali še nekaj časa? V bistvu mi pri trenutnih protestih, mislim, da zdaj je bil prejšnji petek, da je bil že 15-tič, sodelujemo že, mislim, da praktično že od samega začetka. Ne vem točno, kdaj smo se tam pojavili prav z našo zastavo, ampak posamezniki vem, da so se že od začetka protestov udeleževali, ampak smo pa praktično vsak teden sodelujemo in podpiramo trenutne proteste, ki pa vemo, da imajo vsak teden je v bistvu že nova tematika, no, kar je tudi prav, opozarja se na najrazličnejše probleme in to je spet eno izmed tistih sodelovanj, o katerem sem prej govorila, no, to ni naš protest, mi samo pač kažemo našo podporo tudi ciljem trenutnih protestov, ki se izvajajo. Bo pa tudi v prihodnosti eden izmed petkov namenjen bolj okoljski problematiki. Super. Sej tole naslednje vprašanje sva že veliko obdelali, tako da samo, če boš hotela kaj dodati, hotela sem te malo vprašati o tej povezavi med
najino temo danes, odgovorna poraba in proizvodnja in pa življenja mladih, da jim malo bolj plastično predstavimo, kako se mogoče dotika ta problematika naših življenj. Kljub temu, da veva, da je veliko aktivnih mladih, ki zelo dobro vejo o tem, ampak mogoče nekateri pa še niso tako seznanjeni. Govorili so že malo o modi, misliš, da bi bilo dobro izpostaviti še kakšna druga področja? Pa jaz ne bi nobenega področja konkretno izpostavljala. Mislim, da odgovorna poraba in proizvodnja se tiče popolnoma vseh potrošnikov, ne samo mladih. Kvečjemu smo mogoče mladi izpostavljeni, zato ker ko si mlajši, se te nekako poglede na svet še izoblikujejo, se še malo iščeš. Hkrati so naše generacije so bile izpostavljene velikemu informacijskemu boomu, tako da je popolnoma razumljivo, da vemo več, kot so vedeli recimo naši starši, naši stari starši, tudi informacije so bolj dostopne in posledično smo bolj odprti za nove informacije in se tudi več pozanimamo in mogoče malo več vemo. Mislim, da je, na nas je mogoče neko pričakovanje, da bomo trende obrnili v drugo smer, začeli z novimi praksami, zato ker smo pač bolj prilagodljivi, mlajši. Ampak mislim, da problem se pač zagotovo začne že v vzgoji in tako kot nekako te bojo starši naučili, ponavadi tako kot so njih starši naučili, tako pač potem boš tudi ti nekako to nadaljeval. Vsekakor mislim, da odgovornost je na vsaki generaciji, da se trudi biti boljša od prejšnje in da te vzorce, ki jih sprejemamo na nek način, kritično vzamemo v premislek in gledamo, kateri so škodljivi in kateri so neškodljivi. To se mi zdi, da tudi je mogoče malo značilnost otrok 90-ih, da se vedno sprašujemo o smiselnosti tega, kar nas učijo, da vedno nekako, zakaj tako, ne? Enkrat je bilo zato, ker sem te jaz tako naučil in tako je, ne? Samo, ne vem, opažam, da smo vsi tako, smo kar zavedni in res hočemo nekaj več, ne zadovoljimo se s tem, da nam rečejo tako je, ampak pač rabimo neke racionalne razlage in argumente in tako dalje, ne. Tako da jaz upam, da bomo to naredili, no, da se premikamo v to smer. Vidim, da mladi se zanimajo za te teme in niso pač apatični do problemov. Mogoče je pač potem problem res neko aktivno udejstvovanje, ki pa je pač popolnoma razumljivo, da to ni za vseh. Aktivizem zahteva žrtvovanje, prostovoljno delo in ne grejo vsi v to, ne. Tako da je normalno, da mogoče ni toliko dejanske aktivnosti. Ampak fajn je že, da se o stvareh pogovarja, da se informiraš, kolikor je možno in da pač se zavedaš, da neki problemi obstajajo, da se ne delaš, kot da je pač vse v redu. Zelo dobro se mi zdi, ker si izpostavila, da se ti zdi, da nekako naša generacija, če lahko tako rečem, bolj kritično gleda na podatke. To je, če imaš ti tak občutek, se mi zdi, je to super, ker zagotovo ni bilo vedno tako, a ne, in se mi zdi res z enim s takim pristopom potem res prihajamo do nekih bolj kvalitetnih odločitev, a ne, pa idej. Zdaj, nekaj smo že govorili o tem, da imamo včasih preveč stvari, pa jih še vse kupujemo. In to je vidno iz te statistike, ki je bila objavljena tudi v poročilu o ciljih trajnostnega razvoja, ki ga letos predstavlja Slovenija. In sicer, da smo mi kar 9. v Evropski uniji po lastništvu avtomobilov na 1000 prebivalcev, kar me je kar presenetilo. In sem te hotela malo vprašati, kako bi se ti odzvala na to statistiko in kako misliš, da bi v prihodnosti lahko obrnili ta trend?
Uh, ja, jaz definitivno se strinjam, da je za tako majhno državo, v kateri si z avtom z ene na drugi strani v 2,5 ure, da moramo imeti toliko avtomobilov, da se lahko premikamo po tej majhni državici. Ampak to je pač posledica politike spodbujanja potovanj z avtomobili, s tem, da se vlaga v novo cestno infrastrukturo, da se vpliva na potrošniške navade preko davčnih olajšav in pač najrazličnejših kampanj, namesto da bi se vlagalo v javni prevoz in v pač trajnostne oblike prometa. Mene preseneča, zato ker v bistvu dejstvo je, da javen potniški promet pri nas je zelo slab, milo rečeno. Enostavno moraš imeti avto pač. Jaz ne vem, vsaj tako, ko vidim, jaz živim bolj na vasi, ne živim v mestu. Res težko je, sicer nekaj javnega prevoza je, ampak da boš lahko nekako normalno funkcioniral v smislu delovnega urnika, najrazličnejših stvari je zelo, zelo težko. Pač skoraj bi se reklo, da huda ne bi bilo tega javnega potniškega prometa. No. Ne vem, mislim, da bi se lahko dosti več vlagalo v železniško infrastrukturo in pač v druge oblike javnega prevoza, ki so dokazano najbolj učinkovite alternative vožnji z avtomobili. Ne vem, meni so mi predali podatek, da je ob osamosvojitvi je bil javni prevoz v bistvu je predstavljal polovico vseh osebnih prevozov, medtem ko naj bi ga zdaj danes samo še okoli 10%. In tega je večinoma v Ljubljani. V Ljubljani je stvar poštimana, LPP deluje, tam je v redu, ampak vsi drugi kraji v Sloveniji ne. Mislim, sej po mojem mi ni treba dati primerov. Če hočem jaz priti iz Primorske v Ljubljano z vlakom, bom zato rabila 2,5 ure, kot da bi šla z avtom v Maribor, recimo, ne. Če pa grem z avtom v Ljubljano, rabim 45 minut. Torej je logično, da se ljudje ne odločajo za javen potniški promet, zato ker enostavno pač se jim ne splača. Recimo, da bi hotel iti delati z vlakom v službo, zapraviš 5 ur, samo da priješ v službo in iz nje s Primorske v Ljubljano, ne. Tako da... Ja, ta vsakodnevni pač delovnik mora biti omogočen z javnim prevozom, zagotovo, ja, ker drugače, kot si rekla, pač ne moramo pričakovati racionalnih odločitev od ljudi. Seveda je pa to problem, ne, ker promet je pač največji izpustnik toplogrednih plinov in Slovenija je tudi tranzitna država, tako da imamo kar velik promet in tudi imamo obremenjene ceste, tudi cestna infrastruktura ni tako dobra. Ne. Ja, v bistvu mi imamo v mislih nekaj ukrepov, glede konkretno prometa. Nekatere med njimi bi lahko sprejeli že takoj, recimo obdavčitev fosilnih goriv s poudarkom na gorivih, ki uporabljajo motorna prevozna sredstva. Javni sektor bi naj nastopil kot vzor in država bi lahko svojim zaposlenim izplačevala potne stroške na podlagi stroškov javnega prevoza in ne kilometrine od doma do službe, ker v bistvu s tem se nekako še spodbuja, da ja, prepelji se od hiše do službe, ka pol si naredi toliko kilometrov, ne. Če pa greš, ne vem, do tja na avtobus, pol pa že ni več toliko kilometrov do službe, ti pa ne, mislim, take, ne, to, ker vemo, da, kot sem rekla, če javni potniški promet ni dobro razvit, potem je tudi, ni lih dostopen vsakemu, ne. V mestih je lahko iti na avtobus, no, recimo na vasi pa spet ni tako, ne, tako da...
Naj država tako investira v medkrajevne avtobusne linije, predvsem med kraji, kjer ljudje dnevno migrirajo v službe in šole, no, to, kar smo v bistvu že rekli. Naj država poskrbi za vzpostavitev sistemov park and drive, kjer so v krajih, od koder je mogoč javni prevoz do mesta dela, omogočena brezplačna parkirišča, predvsem za tiste, ki dnevno migrirajo v službe in v šole. Naj država preneha gradnjo novih parkirišč in naj obstoječa obdavči. Davek pa naj gre za investicije v javni potniški promet. Naj država nemudoma začne z načrtovanjem in investiranjem v železniško infrastrukturo, tako za potniške povezave kot za tovorni promet. In naj se večino tovornega prometa v naslednjih letih premakne na železnice iz cest, ki so, kot sem že rekla, zelo obremenjene. In vsekakor mislimo, da v bistvu odgovornost za ureditev teh stvari ni na posameznikih, ampak je na državi in na ljudeh, ki so za to pristojni, in pa na institucijah. Ne vidim pa, kako bi lahko mi zdaj to spremenili, no. Ker kot smo pač ugotovili, ni izvedljivo, da ne bi imeli skoraj da vsak svojega avta. Mogoče je lahko res pri komu tako, da imajo več avtov ali pa vsak svojega popolnoma po nepotrebnem, a jaz si upam trditi, da ne pač, ker vseeno tudi to ni lih neki, kako bi se reklo, finančno izvedljivo, no, da boš kar imel 5 avtov za veselje. Kdor pa ima, super, privoščim. Dobili so nekaj odzivov o javnem prevozu, kjer se večinoma strinjajo s tabo ljudje, da... Veš, jaz nimam odprtega, tako da mogoče pač, če veš, preveriti. Ja, sej, mislim, sej ni vprašanje, ampak samo ok. v bistvu komentar o javnem prevozu, da se zgleda, da se osebi ne zdi učinkovit, ampak so pa... Je pa izpostavil prevozi.org. Ja, recimo jaz koristim prevoze, no, pač meni se to zdi super, da če se pelješ nekam, pač zakaj pa bi šel s praznim avtom, pač ne. Zagotovo, ja. Edini problem je iz mojih izkušenj, ker moji stari starši živijo v res zelo majhnih vaseh, da včasih prevozi za tiste dele tudi niso dovolj, ker enostavno ne živi veliko ljudi tam. Tako da za tiste dele pač potem spet potrebuješ avto. Ja, na koncu smo vedno pri temu, no, po mojem. Ja. Mislim, da sva dobro razčlenili, zgleda, da v prihodnosti mladi so že to izpostavljali tudi v tem poročilu, da bi bile potrebne investicije v ta medkrajevni javni prevoz. Zdaj pa sva že sicer tudi malo naslovili to o spremembah potrošniških navad in kako pomembno bi to bilo za to, da bi dosegli bolj odgovorno porabo in proizvodnjo. A mogoče veš, ali pa nam lahko predstaviš kakšne iniciative na tem področju, ali pa če veš o kakšnih spremembah, ki so se zgodile, ali so ljudje dovzetni za to, kakšne imaš občutke? Ja, mi kot gibanje bi radi pozornost tukaj odvrnili od posameznika, ker mislimo, da je kakršnakoli debata o tem popolnoma brezpredmetna, če zraven ne govorimo tudi o ukrepih države, ker posameznik se lahko trudi delati, vse lahko probaš dati od sebe, ampak še vedno nekaterih reči enostavno se ne da, zato ker kot prvo mislim, da ljudje zelo težko zavestno spreminjamo svoje navade. Če hočeš ti neko navado spremeniti, se moraš res odločiti in trdo delati na tem, da se bo ta navada spremenila. Ni preprosto. In moraš imeti tudi ogromno motivacije za to. Ljudje pa načeloma ne razmišljajo o tem, ampak pač gledajo, kaj se najbolj splača, kaj je najbolj priročno, kaj je pač neka najlažja rešitev. Tako da včasih drugače, kot da
človeku dobesedno onemogočiš neko možnost, ne boš mogel ti spremeniti njegovih navad. Hkrati je dejstvo, da živimo v svetu, kjer smo konstantno bombardirani z vseh strani v bistvu z vseh strani reklame, vsi rabiš to, rabiš ono, kupi to, poceni, v bistvu učijo nas, da uživamo v nakupovanju, da uživamo v materialnih dobrinah, da najbolj važno je, da imaš neko stvar, ker če ne, pač, ne vem, očitno je človek manj vreden, če nima najnovejših, ne vem, česa. In v bistvu nam vsiljujejo neke produkte, ki niso narejeni zato, da bodo trajali, ampak so narejeni zato, da se bo kmalu pokvarilo in ti boš mogel kupiti novo. Torej, moraš kupiti, mislim, to pol se ulovimo v nek cikel, ne? In za ta krog potrošnje nismo krivi mi. Krivo je to kopičenje kapitala, pretirana proizvodnja stvari, zato ker vsega naredimo preveč za moje pojme, verjetno vsaka stvari se jo ne rabi toliko, ampak enostavno, če mora stvar biti na voljo vedno, potem jo moraš narediti v večjih količinah, zato da bo zagotovljeno povsod na zalogi, bla, 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 bla. In v bistvu mi smo zmanipulirani v to, da kupujemo, zapravljamo in ja, ne bo se kar naenkrat zgodilo, da bomo vsi kolektivno to videli in pogruntali in si rekli, nekdo ima zelo veliko korist od tega, da jaz, konkreten primer, hodim si vsak drugi dan kupiti neko majico, ne, pač ne razmišljaš tako dalje, ne. Tako da jaz mislim, da poanta je v tem, da stvari bi mogle, sistem bi se mogel spremeniti, da ni to, da mora biti vse dostopno, vse nam na voljo v vsakem času, samo to pač proizvajalcem ni v interesu, zato ker če oni ne non-stop nečesa ponujajo, potem ni non-stop možnosti, da nekdo to kupi in tudi ni non-stop možnosti, da oni zaslužijo. To je zelo preprosto pač, ne. A potem misliš, da bi mogel priti ukrep strani države ali iz kjer? Definitivno. Mislim, da bi mogli nekako, mislim, da bi iz te strani mogel priti nekakšna rešitev, da se tej pretirani potrošnji, pretiranemu nabiranju stvari, da se nekako to malo ustavi in ker resnično imamo dosti preveč, jaz pravim, tako da imamo dosti preveč vsega in s tem stvari samo izgubljajo vrednost. In več, ko imaš, manj ceneš tisto, kar imaš, če je vse na voljo, vedno, kadarkoli se spomniš, pač ne boš videl vrednosti. Mislim, ne vem, sigurno se vsi spomnimo zgodb od lahko staršev, starih staršev ali pa sorodnikov, kako poredko so enkrat jedli meso. Enkrat ni bilo, vsak dan lahko ješ meso. Pač. Enostavno ni bilo. Konec. In ljudje so to sprejeli in so lahko s tem živeli in ni bilo nič narobe, ne. Zdaj pa pač, lahko si vsak dan greš kupiti meso in je možnost in pol pa zakaj ne. Tako da, če bi se ta vedno na voljo dinamika spremenila in bi bilo pač, lahko dobiš to takrat in pač, če ne, ni, recimo, ne vem, meni je bizarno, da imamo lahko celo leto, lahko jemo neko zelenjavo, kar raste samo poleti. Primer. In potem se celo leto uvaža paradižnik iz Nizozemske, iz Španije, ne vem iz kje. Samo zakaj? Kaj ti res rabiš celo leto jesti paradižnik. Paradižnik si pač posadiš, raste poleti, takrat ga ješ in tako je pač, ne. Ni potrebno, da je zmeri vse opcije na voljo. Resnično ni pač. In samo ljudje se težko se dajo v to prepričanje. Ne zdaj, da se boš ti kar dan zbudil in si rekel, zdaj bom pa popolnoma obrnil stil življenja. Ne, včasih to besedno mora biti neka zunanja prisila, ne. Tako da jaz bi definitivno ne bi rada tukaj skrivila potrošnikov.
ker ja, enostavno tudi mi se samo odzivamo na ponudbo, ne, pač in probamo čim bolj izkoristiti to, kar lahko dobimo. Ja, to se mi zdi zanimivo, ko rečeš, ne, da mogoče se že sami ljudi težko spremenijo navade in se mi zdi, da tudi če si zelo izobražen na tem, pa se ukvarjaš s tem, je včasih težko priti ven iz tega cikla, ne, če ti je tudi pri sebi vidim, če ti je pač so stvari na voljo, ne, so tam, da moraš biti res zelo discipliniran, če hočeš sam ukrepati, ja. No, super, hvala za to obrazložitev, zdaj se že približujeva koncu, tako da za konec. Ja, je šlo hitro, ne? Ja. Za konec bi te še vprašala, če imaš kakšne nasvete, spodbude za mlade, ki bi se mogoče tudi radi bolj aktivirali na tem področju, kot si ti, aktivna, in kje naj začnejo? V bistvu verjetno sklepam, da vsak, ki ima neko zanimanje za to, že spremlja, vedno so pa vsi vabljeni, kot sem že na začetku povedala, da se pridružijo našemu gibanju, našim akcijam, cenimo čisto vsakega posameznika, ki se nam pridruži. Imamo več lokalnih skupin, ki delujejo po Sloveniji, aktivni smo v Novem mestu, v Mariboru, v Novi Gorici, v Litiju, v Brežicah, Ormožu, Žalcu, Velenju in Kamniku. Jaz upam, da so to še vedno, ker kot sem rekla, aktivnost nekako je odvisna od trenutnega dogajanja. Res povežite se z ostalimi zainteresiranimi iz lokalnega okolja. Vedno je samo stvar, koliko si pripravljen dati, koliko želiš. Ne vem, lahko organiziraš sam svoj dogodek, popolnoma nepovezan s katerimkoli gibanjem. Že to, da se človek zanima za to, da se informira, že to je ogromen korak. Tako da vse naprej pa je pač stvar dobre volje in časa in zmožnosti. Pri nas je pa res čisto vsak dobrodošel in naj vas ne bo strah, ful se imamo fajn. Mislim, da si še mene navdušila, tako da zelo si dobro predstavlja gibanje. Jaz bom tudi vas tukaj tagala na tej objavi, tako da če bo kdo hotel klikati direkt do vašega profila, pa malo več prebrati. Ja, pač spremljajo pa nas lahko v bistvu na vseh socialnih omrežjih in pa tudi na strani za podnebno pravičnost.si. Povsod smo aktivni, tako da tudi kontakti so tam, tako da komot nas kontaktirajo, če bi kdo se želel pridružiti. No, super. Pa mislim, da so zaključile za danes. Hvala, ker si vzela čas in si nam zelo dobro predstavila svojo aktivnost, pa upam, da ostanemo še kje v kontaktu. Bomo seveda, hvala lepa še enkrat za povabilo in lepo se bilo pogovarjati o tej temi. Adijo. Čau, čau.